Podatki kažejo, da smo Slovenke zelo obremenjene z družinskimi opravili in bistveno več svojega časa namenjamo vzgoji otrok, skrbi za gospodinjstvo in drugim opravilom, ki niso vezana na zaposlitev. Poleg tega je v Sloveniji zaposljivost žensk v primerjavi z drugimi državami Evropske unije visoka, žal pa so zaradi krize tudi ženske tiste, ki ponavadi prve izgubijo zaposlitev. Ženske so tudi za enako delo slabše plačane kot moški in redko zasedajo vodstvena mesta. In namesto, da bi država z zakonodajo skrbela, da bi se razlike med spoloma zmanjševale, jih z nekaterimi ukrepi dodatno poglablja. Taka sprememba, ki je negativna za ženske, je tudi nova pokojninska reforma oziroma ZPIZ-2. Namreč že s ZPIZ-1, pokojninsko reformo, ki je bila z velikim soglasjem sprejeta v letu 1999 in se še ni iztekla, je prizadela oba spola, saj je predvidela postopno podaljševanje upokojitvene starosti ter podaljšala obdobje za izračun pokojnin z 10 na 18 let. Ta reforma daje rezultate, saj se je dejanska upokojitvena starost do danes podaljšala za 2 leti in pol za ženske in za 2 leti za moške. Reforma se še ni iztekla, vendar pa je sedanja vlada ocenila, da se spremembe uveljavljajo prepočasi in je zato pripravila ZPIZ-2, kjer je še bolj zaostrila pogoje za upokojitev in ponovno podaljšuje tako upokojitveno starost kot delovno dobo. ZPIZ-2 je podaljšal obdobje za izračun pokojnin z 18 na 30 let. Prvotni predlog koalicije je bil celo še hujši in ne drži ministrova trditev, da bodo pokojnine višje. Zaradi tega, ker se bo zajemalo podatke iz daljšega obdobja, se bo to zagotovo poznalo pri višini pokojnin, saj plače v 30 letih zagotovo bolj nihajo kot v 18 in še prej v 10 letih. Pokojninska reforma je bila te dni sprejeta v slovenskem parlamentu in prinaša mnoge rešitve, ki so za ženske manj ugodne. Tako se lahko starostna meja za posameznega otroka v letu 2011 zniža za enega otroka za 6 mesecev, v letu 2012 pa za posameznega otroka za 7 mesecev. Kasneje bo ta številka 8 mesecev, pri čemer se zavarovancu ne more znižati pod 60 let, zavarovanki pa ne pod 58 let. ZPIZ-1 je bil, kar se tega tiče, bistveno bolj ugoden, saj se je zavarovancu starostna meja znižala za 8 mesecev za enega otroka, za 20 mesecev za 2 otroka in za 36 mesecev za 3 otroke. Za vsakega nadaljnjega otroka pa se je znižanje povečalo celo za 20 mesecev. To so bile pomembne spodbude za povečanje rodnosti in tudi za lažjo odločitev mladih za otroke, ki jih je novi ZPIZ-2 porušil in ne bo deloval spodbudno za starševstvo. Kar je slabo, saj se Slovenija, podobno kot mnoge druge države, ukvarja s hudo ali pa negativno demografsko sliko in zato to zagotovo niso pametne odločitve. V Slovenski demokratski stranki smo pokojninski reformi oziroma ZPIZ-2 nasprotovali, ker po našem mnenju v resnici ne pomeni reforme, pač pa zaostritev nekaterih pogojev, ki se po prejšnjem zakonu že postopoma uveljavljajo. Resnična reforma bi za SDS pomenila uvedbo osebnega pokojninskega računa, iz katerega bi vsak posameznik videl, koliko je vplačal in bi si tudi lahko izračunal, koliko bo znašala njegova pokojnina. Tak sistem bi bil bolj pošten in pregleden, s tem bi pa predvsem povrnili tudi zaupanje mladih, ki čedalje manj zaupajo pokojninski blagajni in ocenjujejo, da se ne splača varčevati, kajti ali sploh ne bodo dobili pokojnine ali pa sploh ne bodo dočakali z kar naprej podaljševanjem delovne dobe. To je slabo za sistem, slabo je tudi za medgeneracijsko solidarnost, ki je več ni oziroma vsak dan postavljena pod vprašaj. V ženskem odboru Slovenske demokratske stranke se zavedamo, da je potrebno sprejeti ukrepe, ki bi stabilizirali pokojninsko blagajno in take smo v prejšnjem mandatu tudi sprejemali. Ob nespametni politiki te vlade, ki pa se ne zaveda, da pokojninska blagajna ne more zdržati, če čedalje manj zaposlenih vanjo prispeva in se ne osredotoča na ustvarjanje pozitivnega okolja za nova delovna mesta, pa bo pokojninska blagajna z vsakim dnem bolj prazna. In čedalje težje bo zagotavljati dovolj sredstev za veliko število upokojencev. Rešitev torej ni v neskončnem podaljševanju upokojitvene starosti in delovne dobe, pač pa v večjem številu aktivnih prebivalcev.